Dober večer in hvala vsem, ki ste z nami in nas spremljate, bodisi na platformi Zoom, kjer boste lahko potem zastavljali tudi vprašanja, ali pa na YouTubeu. Brez skrbi ste na pravi povezavi, potem bosta prevzela dogajanje dr. Jernej Mlekuž in Miha Šalehar. Jaz sem tukaj samo zato, da na kratko predstavim tole knjigo. Torej, danes bo beseda tekla o knjigi ABCČ migracij. Neke vrste abecednik, zbirka osnovnih informacij o migracijah, ki so od nekdaj, so nujne in so neobhodne. Ta knjiga ima pa to odliko, da je spisana stvarno, ampak obenem z obilico smisla za humor. Poleg tega je tudi zelo lepo oblikovana. Oblikovanje je delo Tanje Radež in vsebuje obilico slikovnega gradiva najrazličnejših vrst, od karikatur Tomaža Lavriča do ilustracij Samire Kentrić in reprodukcij velikih platen Eti Štih. Izbor je delo avtorja Jerneja Mlekuža in ker je zdaj seveda tudi čas za EPP, moram še povedati, da ta knjiga stane 15 €. Kupite jo tako, da za zdaj še, se pravi, dokler se ne bojo odprle knjigarne, pišete na naročanje@zrc-sazu.si, potem jo pa lahko prevzamete tudi na prevzemni točki pred vrati knjigarne Azil na Novem trgu 2 v Ljubljani. Zdaj pa predajam besedo sogovornikoma, oziroma prej bi se rada samo še zahvalila sodelavcu Cirilu Oberstarju, ki iz ozadja skrbi, da vse slišati in videti, kot je treba. Torej, dame in gospodje, Jernej Mlekuž, raziskovalec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, avtor več knjig, ki je opozoril nase najprej že z doktorsko disertacijo o Bureku, ki je izšla v knjižni obliki, potem pa še leta 2017 s Kranjskim globosanjem, če seveda omenim samo knjige, ki so bile bolj poljudne in manj znanstvene. O njegovi najnovejši knjigi ABCČ migracij se bo pa z njim pogovarjal Miha Šalehar, radijski voditelj, novinar in tudi sam pisec kolumn, ki so izšle v knjižni obliki. Torej, to je to in mikrofon je vaš. Agata, najlepša hvala. Vsi zbrani, prav lepo pozdravljeni, dr. Jerc oziroma dr. Jernej Mlekuž. Živijo, lep pozdrav. Živijo. Najprej čestitke za tole bukvo, super stvar, bere se dobesedno na X, narežal sem se zraven, včasih tudi precej bridko ob kakih tragikomičnih izjavah, ki jih ne manjka, migrantov vseh svetov in provenienc in časov. Zanima me pa, dajva začeti, ko smo razpravljali o tem, koga bi bilo še fino gostiti. Tukaj zraven si najprej rekel, da bi si izmed vseh želel za gosta v tej debati o migracijah oziroma o slavitvi knjige ABCČ migracij Zlatkota pa Grimsa. Zakaj? Ker mislim, da bi bila to super pogovor, v katerem nama sploh ne bi bilo treba kaj dosti govoriti, če sploh kaj ne. Mislim, da bi se vsi fino in globoko nasmejali, kot praviš, verjetno dostikrat tudi bridko nasmejali. Skratka, Radio Gaga, v malo drugi obliki, v bolj resni obliki, rečemo temu. Uživo. V 2 epizodah Radia Gaga sta postala, če še ne veste, Bestiča, Grims in Zlatko in priporočam vsem v posluh. Ampak vsem si, tako recimo, če greva k migracijam, Branko Grims kot Zlatan Čordić, Zlatko, zdaj notorični protivladni reper, delita usodo, oba sta na nek način migranta, če greva najprej skozi to relativizirati pojem migracij in migrantstva. Zdaj, v najslabšem primeru so prišli predniki gospoda Grimsa iz Zakarpatov v istem valu, kot tudi predniki gospoda Zlatka Čordića. Samo Zlatkotovi so potem prišli kasneje. Zdaj, to bi bilo verjetno ful težko vprašanje. Kdo je bolj migrant? Kdo je bolj migrant? Ja, ne vem. Kot si rekel, v neki dolgi zgodovinski perspektivi smo pač vsi migranti. Tako Zlatko Čordić kot Branko Grims in midva. Tako da,
kar poskušam na nek način pokazati tudi v knjigi, ne, da pač migracije niso neka stvar, ki deluje največkrat neki, bom rekel, zelo marginalnega, čudnega, nenavadnega in tako dalje, ampak v končni fazi je polno nekih banalnih stvari, vsakodnevnih stvari, ne, v naših življenjih povezanih tako ali drugače z migracijami, ne. Ne vem, že če se usedemo za polno mizo, ne, na mizi najdemo večino stvari, ki jih najdemo na polno obloženi mizi, ne, so pač neke vrste migranti, so pač stvari, ki so prišle iz drugih dežel, kontinentov, iz drugih kultur in tako dalje, ne, tako da po mojem zaenkrat bo dovolj, no, s tem, da ne bo predolgo zašla v kakšno kulinariko. Ja, številčice na displeju našega telefona so v resnici arabski migranti, ne, tako rekoč. Ampak zdaj, obstaja recimo kakšna definicija migracije ali pa migranta v nekem sodobnem kontekstu in kako bi sploh ta sodoben kontekst iskala, ne, a bi šla zdaj k politično usiljenemu diskurzu, k kulturnemu diskurzu, ne, kako bi ti kot človek akademske sfere definiral pojem migracije? Ja, zdaj statistike ponovadi dajo zelo, bom rekel, jasen odgovor na to, kdo je migrant in kdo ni, ne. Zdaj ponovadi je meja nekje tam pač enoletno bivanje v tujini, ne. Zdaj v praksi je pa stvar bistveno bolj kompleksna, ne. Koliko dolgo mora nek človek bivati v tujini, ne, da postane migrant in kaj sploh šteje pod to besedo tujina, ne, je pač zelo, bom rekel, kompleksno, zakomplicirano vprašanje, ne. Zdaj, a moramo res živeti eno leto, da postanemo migranti, a moramo živeti 13 let, a šteje samo pač grob na tuji grudi, ne. In v bistvu, kam dejansko se moramo priseliti oziroma izseliti, ne, da postanemo migranti, a je dovolj to, ne vem, druga država, kaj pa recimo, če se izselimo iz Nove Gorice v Staro Gorico, dejansko opravimo selitev znotraj istega kraja, ampak v drugo državo, ne, mogoče na razdalji, tako se je moj prijatelj preselil, ne, na razdalji, ne vem, 300 metrov, ne, a je on tudi migrant, ne. Kaj pa, ko se recimo izselimo, ne vem, v Rusiji se lahko izselimo iz Moskve v Novosibirsk, naredimo pač selitev na razdalji več tisoč kilometrov, se izselimo iz enega na drug kontinent, ne, ampak hkrati pač je to selitev znotraj iste države, ne, tako da po statistikah sodeč, ne, na nek način nismo migranti, očitno nismo migranti. Zdaj, kaj hočem z vsem tem nakladanjem v bistvu povedati, ne, je to, da pojma biti migrant in ne biti migrant ne ločuje tako, bom rekel, ostra, brezkompromisna razlika, kot ločuje pojma recimo biti in ne biti noseča, ne. Ja, en kup nianse. Ne, se to mogoče kot podvprašanje. Recimo, zdaj, a je nekdo, ki se recimo, bom rekel, vodilni kader iz ljubljanske izpostave nemškega Volkswagena presel na hčerinsko podjetje v Prago za 10 let, ne? Ta človek verjetno tam ne bo videti kot migrant, ne? Če se bo tja izselil prav tako iz Ljubljane, ljubljanski prodajalec ali pa proizvajalec bureka, bo tam verjetno prej dobil etiketo migranta. Ja, zdaj pač ta etiketa, kot sem že rekel, je povezana z spremembo, pač je neka ponovadi zelo birokratska stvar, ne, pač neka, rečemo temu, etiketa, ki je pogojena z pač nekimi birokratskimi ozadji oziroma pač dogovori, ne, rečemo temu tako, ne. Zdaj, največkrat je povezana z spremembo pač stalnega ali pa vsaj začasnega prebivališča, ne. Kot si pač sam rekel, zdaj, kdaj dejansko postanemo migranti, tudi, ne vem, če govorijo o nekih cifrah, koliko dejansko je Slovencev v tujini, ne, pač imamo neko številko, ampak ta je, bom rekel, zelo vprašljiva oziroma zelo okvirna, ne.
ogromno je v tujini trenutno ljudi, ne, ki pač niti sami ne vedo, bodo ostali v tujini, koliko časa bodo ostali v tujini in tako dalje. Številni študenti, pač, ki niso vodeni kot migranti, ne, grejo pač v tujino študirati, ne, in potem postanejo pač z leti, ostanejo v tujini in postanejo migranti. Ne. Kaj hočem s tem povedati, da je v bistvu ta proces na nek način je vedno zelo zamotan, kompleksen, odvija se pač z, bom rekel, vso to zamotanostjo naših življenj, ne, tako da, ja, to je to, ne. Danes je, kako je pa recimo bilo z migracijami skozi zgodovino? Zdaj, to me zanima bolj v kontekstu tega, da še vedno dojemajo, da še vedno, vsaj na Zahodu, dojemamo migrantstvo in migracije kot nekakšen eksces, da si ravno je to lastnost, ki je popolnoma lastna človeštvu. Nenazadnje je zgodba človeštva, zgodba migracij. Migracij je bilo verjetno v zgodovini, če bi gledali številčno, tudi že več, kot jih je danes, ko jih, bom rekel, pa bistveno bolj problematiziramo oziroma problematizirajo oziroma postajajo dnevno politični rudnik, ki se nazadnje dotakne tudi nas. Ne? Ja, zdaj, kot si sam rekel, pač migracije so večna spremljevalka človeštva, ne? Že ko je pač prvi človek stopil z varnih savanskih krošenj na pač savanska tla, je na nek način postal migrant, ne? Zdaj, zakaj v bistvu, če te prav razumem, zakaj se na nek način izogibamo, bom rekel, debati o migracijah, pa niti ne toliko debati o migracijah. Nekemu rečemo temu tudi Slovenci spominu, ne, nacionalnemu spominu na migracije, ki so bile zelo, bom rekel, prisotne pač na slovenskem etničnem ozemlju v zgodovini in še vedno tudi do neke mere so, ne. Zdaj, verjetno, po mojem, bo kriva za to predvsem predstava, ne, da so izseljenci pač nekakšen, rečemo temu, odmrli ud, ne, na tem narodnem telesu, ne. Torej, pač odhod v tujino vedno predstavlja nekaj, kar pomeni temu konec pač slovenstva, narodne, nacionalne identitete, ne. Seveda ne vedno takoj, ne, največkrat ne takoj, ne. A ponovadi je le vprašanje časa, ne, oziroma generacij, kdaj bo ta ud odpadel, ne, in zgnil na teh trdnih in pač neizprosnih tleh tujine, ne. Ampak v bistvu, če pogledava malo bolj, če vzamemo ta odmrli, ne, ta domnevno odmrli ud, ne, v roke, ne, ta odmrli ud je bil v bistvu pogosto zelo vitalnega pomena za to narodovo telo, ne. In sicer slovenski seljenci, recimo, so med drugo svetovno vojno agitirali za Jugoslavijo. Pol stoletja kasneje pač se je zgodba ponovila, ne, so agitirali za samostojno Slovenijo, ne. Če našteva le dva dosežka s to sijočo etiketo narodnega, nacionalnega ponosa, ne. Zdaj, ob tem v bistvu bi pa lahko naštevala kup enih drugih, bom rekel, manj nacionalno obteženih dosežkov, ne, ki so pa bili izrednega pomena za posameznike, družine, ne, in sicer, ne vem, pošiljanje denarja v domovino, ki je bil nemalokrat pač nek osrednji vir preživetja družine in razvoja lokalnih skupnosti, ne. Ali pa recimo novi pogledi in vrednote, ne, ki so jih izseljenci oziroma povratniki, ne, prinašali v domovino oziroma ali pa pač izseljenci preko pisem pošiljali v domovino. In če se recimo spomnimo, če navedemo en konkreten primer, ne, Aleksandrinke, ne, ženske v bistvu, ki so z pridobitnim delom prevzele pač tradicionalno vlogo moških, ne, se pravi preživljanje družine, ne, s tem so v bistvu povzročile pravo revolucijo, ne, v lokalnem okolju, se pravi zgražanje in odpor, ne, med duhovščino, ne, pa tudi med drugimi narodnimi veljaki, ne, kar kaže na to, da pač ta, bom rekel, pojav, ne, je na nek način
bil vedno zelo močno prisoten, ne, in je imel bistveno večji pomen na družbo, družino, ekonomijo, kulturo, ne, kot si mislimo. Pospeševalec zgodovine. Tako nekako, ja. No, zdaj si zelo dobro, si se dotaknil migracij in migrantstva na način, kot ga gledamo mi, ne, na svoje ljudi, ki se recimo odseljujejo oziroma so se v različnih zgodovinskih etapah odseljevali od tod, skratka od matičnega narodovega telesa. Ampak se mi zdi, da še najbolj čustveni v zvezi seveda migracij in migrantstva smo pa takrat, kadar drugi ljudje prihajajo k nam, ne, in tudi najmanj empatični. A si znamo mi danes predstavljati, kako je bilo recimo v zgodovini, ko so ta slovanska plemena začela tam iz Zakarpatja prodirati proti sem, ne, in so na teh, bom rekel, v teh utrjenih hribovskih naseljih še obstajali ponekod takratni romanski staroselci, ne, kako so oni gledali na naše prednike? Pojma nimam, nobenih virov nimamo, ampak verjetno pač ne najbolj prijazno, si mislim, ne, če sklepamo lahko z neko sodobno analogijo, ne, pa pač kako mi danes sprejemamo prišleke oziroma migrante. Tako da po mojem, a veš, to, da imamo, bom rekel, bližnje, ne, rajši od tujcev, ne, to je pač del neke naše narave. To v končni fazi nam je pomagalo evolucijsko gledano preživeti, ne. Zdaj, skozi zgodovino smo sigurno razvili številne institucije, mehanizme, ne, ki pač nam omogočajo, bom rekel, tudi, bom rekel, to v končni fazi, da imamo lahko ljudi, ne, na drugem koncu države enako radi kot svoje sosede ali pa celo svoje bližnje, ne. To nam je na nek način omogočil predvsem nacionalizem, ne, se pravi pač ljubezen do svojega naroda in svojih sonarodnjakov, ne, ki je pa po drugi strani pač, kot vemo, spet postal problematičen, ker od nas na nek način zahteva, da pač imamo ljudi na drugi strani meje, ne, za pač tujce oziroma dostikrat tudi za, ne vem, ljudi, ki so manj vredni, skratka, ne. Jerc, zdaj sva se dotaknila, odlično, zdaj sva se dotaknila v tej točki, se pravi, migracij, migrantstva in nacionalizma, skratka, v nekem kontekstu nacionalnih držav, ne. Kaj pa recimo v obdobju pred nacionalnimi državami, ne, saj fevdalci so, kot v knjigi opisuješ, premetavali te svoje ljudi kot vreče krompirja, recimo tamle imamo okrog Škofje Loke, tamkajšnje plemstvo, ne, je naseljevalo tiste Nemce po tistih vaseh okrog Davče, Soriške planine, torej Sevške doline in tako naprej. A je bil pogled na te vrste migrantstvo in prišleke v tistem času, se ti zdi, da je bil drugačen ali podoben? Jaz mislim, da je bil precej drugačen, ne. Jaz mislim, da nastanek nacionalizma oziroma nacionalnih držav, ki je pač relativno, bom rekel, sodoben pojav, star mogoče 200 let ali pa mogoče malenkost več, ne, je bistveno spremenil tudi odnos, bom rekel, do tujcev, do prišlekov, ne. Zdaj, v srednjem veku pač so se lahko svobodno selili samo, bom rekel, svobodno mestno prebivalstvo, ne, in plemiči, ne. Fevdalce, kot si pa sam rekel, so pač, oziroma, tlačane so pa fevdalci kot vreče krompirja sem in tja po svojih gruntih premetavali fevdalci, ne. Zdaj mislim, da dejansko tukaj nekih, bom rekel, konfliktov, kot jih poznamo danes, tudi ni bilo z tega vidika, ker na eni strani pač ti ljudje so pač padli kot vreča krompirja na nek grunt in so tam enostavno živeli, ne. Danes pa imamo, bom rekel, kup enih institucij, medijev, ki skrbijo, da je ta zgodba bistveno bolj kompleksna, ne, in ki jo tudi uvijo, bom rekel, v povsem neke nove dimenzije, ne, ki jih takrat, bom rekel, nek fevdalec ali pa tlačan niti še nista poznala oziroma niti z njimi nista imela opravka, ne. Tako da migracije, kot jih poznamo zadnjih 200 let, so definitivno pač precej nova stvar, ne.
čeprav seveda pač nekatere stvari še vedno ostajajo neka stalnica. Ne? Gonilo, ne? Kaj pa tisto ključno gonilo, zgodovinsko, bom rekel, pragonilo migracij in migrantstva? Ključno? Ja, ključno, recimo, od skoka iz drevesa na savanska tla do potem prehoda v ta evrazijski del, razcepljenja desno, levo v Evropo, pa gor potem še v Ameriko. Zdaj, ključno gonilo, ne, je bilo pač na nek način preživeti, oziroma danes bi mogoče to opisali kot iskanje sreče ali pa boljšega življenja. Ne. Zdaj, to je precej posplošeno, ne, ampak mislim, da bo to ostalo in še vedno je neko ključno gonilo, da se ljudje selijo pač in da se še vedno selimo. Ne. Zdaj pač obstojajo seveda tudi zgodovinski primeri in takih je kar dosti, ne, ko so ljudje dejansko prisiljeni se seliti, ne, tako imenovane prisilne migracije. Ne. Čeprav je treba povedati, v bistvu zgodovinsko gledano se ljudje selijo predvsem, če govorijo recimo tudi za zadnjih 200 let, predvsem zaradi pač dela, zaradi boljših delovnih pogojev in tako dalje, ne. Seveda obstojajo pa čas prostori, ko so te ekonomske migrante prehiteli politični migranti, to je seveda obdobje ponavadi pred in po času pač vojne. Eno tako obdobje je pač bilo obdobje prve in druge svetovne vojne v Evropi, ne. Obstojajo pa še številni drugi motivi, ne, zakaj in kako se ljudje selijo, ne. En tak motiv dostikrat pač premalokrat, bom rekel, izpostavljen je recimo, ne vem, ljubezen, poročna migracija in tako dalje, ne. Zdaj, kar je mogoče treba še povedati, da tudi ko govorimo o ekonomskih migracijah, ne, obstojajo tukaj zelo velike razlike, ne, pač na eni strani pač za nekatere ljudje, ne, ki se selijo, je pač to neke vrste nuja, da preživijo, ne, medtem ko drugim v bistvu ta ekonomska migracija pa ponuja zgolj, bom rekel, neke boljše priložnosti, poklicne možnosti in tako dalje, ne. Tako da ta razpon je v bistvu ogromen, ne, tudi recimo znotraj ekonomskih migrantov, če ostaneva le pri njih, ne. To je zelo simpel, pa hkrati težko vprašanje, a staroselci kot taki skozi zgodovino stoletja sploh obstajamo oziroma obstajajo? Še danes imaš po vaseh in mestih, imaš te distinkcije, recimo imaš Bohinjce pa Bohinjčane, ne? Ja, mislim, da z logiko gibanja človeštva, migracij in migrantstva, ne? Zdaj, kot smo že prej rekli, v neki zelo dolgi zgodovinski perspektivi pač nobeden ni staroselc, ne. Vsi smo od nekje prišli, ne, pač vsi smo prišli iz Afrike, ne, te zibelke človeštva v nekem trenutku, ne. Zdaj, nekdo je pač prišel prej pred nekom, ne. To vedno povzroča probleme, ne, konflikte, ne. Hkrati je pa pač tudi to stvar, ki pač je mogoče, kaj naj rečem, mogoče ne bi šla preveč v to stran, no. Vseeno se mi zdi, da se zgodovina vrti v enih takih paradoksalnih ciklih, ne. Če pogledava Krištofa, ne, ki je tam v 90. letih 15. stoletja stopil na Hispaniolo, s katero nogo? Z levo nogo. Z levo nogo, to je mi bilo všeč, ne. Recimo, to je bil začetek ene izjemno zanimive zgodbe o migracijah in migrantstvu, ki je na koncu, ne, zdaj, če preskočiva stoletja, ne, recimo rezultiral v tem, da nek anglosaški migrant, Donald Trump, zdaj postavlja zid proti, ne vem, mehiškim migrantom, ki bi jim verjetno skozi DNK analizo dokazal več prvopristopniške ali pa staroselske pravice, kot jo ima on. To se mi zdi tako fascinantno. Ja, zdaj,
če bi šla v te migracijske zgodbe, bi jih našla, bom rekel, en kup, ki so zelo smešne, bizarne, absurdne, ne. Med drugim Donald Trump, ki se je pač, ne bom rekel, da se je trudil, ampak ki je zgradil v bistvu svoj, bom rekel, svojo predvolilni uspeh, ne, na gradnji zidu z Mehiko, ne, si v končni fazi tudi za ženo izbral priseljenko, ne, in to celo 2-krat zapored, no. Tudi Hitler, ki je reševal, Dokončno vprašanje. Ja, ki je reševal, to etnično kompleksnost z zelo enostavno formulo, ne, en pač narod, en vodja, ena država, ne, je bil pač v Nemčiji migrant in to celo migrant brez prebite pare, ne, nekaj časa, ne. Ampak tudi njegova ideologija se je, bom rekel, naslanjala na migrantske ideje, ne, arijska zgodba ni bila rojena v tistih krajih, ne. Ja, tudi Arijci, tudi, bom rekel, ta zgodba arijske večvredne rase pač je zgodba pač ljudstva, ki je prišlo iz, mislim, da področja današnjega Irana in takrat je bilo tudi več, mislim, da nekih ekspedicij, ne, v 30 letih, ki so šli odkrivati to svoje, bom rekel, starodavno poreklo v te kraje, ne, tako da, kot sva že rekla, migracije so na nek način, ta zgodba o migracijah, ta debata o migracijah je vedno, je lahko precej smešna in absurdna dostikrat, ne. No, ampak zdaj verjetno, če bi šla na cesto evropskih mest, ne, anketirati ljudi z enim vprašanjem, ali bi bila zgodovina boljša, ali bi bil potek zgodovine za nas boljši, to je seveda paradoksalno vprašanje oziroma nesmiselno, ali bi bil potek zgodovine boljši, če ne bi bilo migracij, kaj misliš, da bi odgovorili? Ljudje na evropskih cestah? Ja. Jaz mislim, da bi odgovorili, ja, da bi bil potek zgodovine, lej, ne vem, jaz bi stavil vso moje težko prigarano bogastvo na to, ja, da bi pač bil potek, da bi ljudje odgovorili, da bi potek zgodovine bil boljši, če pač človeštvo ne bi poznalo migracij, ne. Ampak to je strel v koleno, ne. Kaj da? To je strel v koleno in verjetno vrhunska neumnost. A se da recimo zgodovino migracij, ne bom rekel enačiti z zgodovino človeštva, čeprav se verjetno da na nek način, ampak a se jo da ovrednotiti, ne? Ali pa če bi se drugače vprašala, ne, kako bi bilo, če ne bi bilo migracij, ne? Jaz mislim, da bi še vedno zobali sladko sadje v senci savanskih krošenj, ne, kar ne pomeni nujno, da bi se dejansko imeli, bom rekel, slabše, kot se imamo zdaj, ne, pač migracije so bile neke vrste gonilo človeškega razvoja, ne. Vsi veliki dogodki, spremembe so bile pogojene z migracijami, ne. Tako da, če pač prvi človek ne bi stopil na pot, ne, bi bili po mojem pač neka zelo, bom rekel, marginalna vrsta v Afriki, ki vprašanje, če bi preživela, bom rekel, do današnjih dni, ne. Zdaj, migracije so pač zakuhale oziroma so bile zraven tudi ob vseh teh, bom rekel, dogodkih, na katere seveda pač človeštvo ne more biti najbolj ponosno, ne, od številnih preganjanj, tako dalje, pa v končni fazi tudi, ne vem, do kmetijske revolucije, ki se je zgodila pred 12 tisočletji, 10 tisočletji, ne, ki je pač bila zelo, bom rekel, pomembna stvar v človeškem razvoju, ne, ki je na nek način, bom rekel, prikovala številne ljudi, prizemljila jih je na tla, na dom, ne. Hkrati je pa pač pomenila nek, bom rekel, zelo pomemben
zelo veliko spremembo v človeškem razvoju, ne. Človek od takrat je bistveno bolj mobilno bitje bil, vsaj za nekaj tisočletij vnaprej, ne. In tako dalje, no, mogoče, da ne bo zdaj preveč bluzila levo in desno, ne. Se mi bluzila, ta zgodba je zanimiva, ne. Ta pospešek kmetijske revolucije, ki ga je dala človeštvu, da se vzpostavlja mesta, institucije, imperiji, iskanje novega bogatstva, surovin, to je bil verjetno tudi ogromen push migracij in migrantskemu, ampak a lahko rečeva, recimo, kako bi pa, če sva zdaj dognala, ne, da pač je zgodovina človeštva zgodovina migracije in še celo več, ne, če pogledamo samo našo vrsto Homo sapiens, ne, ugotoviva, da smo mi, ko smo migrirali po celem svetu, najprej, kar smo naredili, smo genocidirali ostale predstavnike reda Homo, ne, ki jih je bilo, mislim, da še 15.000 let nazaj, si imel vsekakor pa 30.000 let nazaj, smo tukaj sobivali še z neandertalci in tako naprej, ampak v nadaljevanju, staroselstvo sploh obstaja? Se lahko kdo vkliče za staroselca in koliko časa, bom rekel, neka kultura presnavlja nekaj, kar je dobila od drugod, da to vzame za svoje. Pa ker si specialist za hrano, ti dam za namig recimo italijanske testenine oziroma špagete, ne? Ja, to je pač odvisno od... Ja, pardon, sem te zmotil, izvolim. Ti nisi, naskočil sem ti v besedo, prav nemarno za nazum, nadaljuj. Ne, kar, nadaljuj. Ne, hotel sem reči, da so špageti en tak kulinarični migrant. Definitivno, saj mislim, da, kot sem že prej omenil, velika večina stvari, oziroma jaz mislim, da kar praktično vse stvari, ki jih dobimo na naš krožnik, so pač prišle, ne, od nekje, ne, oziroma malo je takih stvari, za katere lahko dejansko rečemo, da so pač, ne vem, neki izumi naših babic, oziroma, če gremo pa še malenkost dlje nazaj, pa sploh rata stvar problematična, ne. Tako da špageti so definitivno ena stvar, ki kaže na to, bom rekel, kulturno izmenjevanje, podajanje, ne. Najverjetneje so prišli iz Kitajske, ne. Danes Italijani pač ne morejo predstavljati, ne, svojega življenja brez špagetov, so zelo pomemben del njihove identitete, ne, kulinarike in tako dalje, ne. Zdaj, koliko pa neka stvar rabi, da pač postane, bom rekel, da postane staroselka, ne, je pa vedno, bom rekel, vprašanje nekega določenega zgodovinskega konteksta, ne. Včasih lahko traja, ne vem, več stoletij, ne, da se ljudje integrirajo ali pa stvari integrirajo v neko skupnost in da postanejo pač del neke druge skupnosti. Včasih gre to pač zelo hitro, ne, v roku ene ali pa največ 2 generacij, če govorimo zdaj o ljudeh, tako da pač to je zelo odvisno od generacije do generacije. Če mogoče dam en primer, da bodo pač poslušalci in poslušalke si približno predstavljale, ne, pač o čem govoriva, ne, in kako v bistvu ta stvar izgleda mogoče tudi v neki, bom rekel, migrantski ali pa rečemo temu izseljenski stvarnosti, ne. Zdaj, številni seljenci, številni Slovenci so se izseljevali v Argentino, ne. Številni Primorci že med obema vojnama, ne. Po drugi svetovni vojni so pa odšli tudi nekateri pač tako imenovana slovenska politična emigracija, ki se niso strinjali z takratnim komunističnim režimom v domovini in tako dalje. Zdaj, med tema dvema skupnostma, ne, se pravi medvojna, rečemo, in povojna, ne, da poenostava, ne, je obstojala, bom rekel, zelo velika razlika v integraciji v novo okolje, ne. Med primorskimi, se pravi medvojnimi priseljenci, ne, se je ta integracija ali pa rečemo temu asimilacija celo zgodila v bistvu v roku 1-2 generacij, ne. Že druga generacija, ponavadi že otroci teh, ki so se izselili, niso več znali pač
slovenskega jezika, največkrat niti niso vedeli, od kje so prišli njihovi starši, vedeli so seveda, da so prišli iz Evrope, iz pač tega dela, bom rekel, severnega Mediterana in tako naprej, ampak ko sem se z njimi pogovarjal v Argentini, sploh niso imeli razčiščenih pojmov v bistvu, v kateri državi so se rodili in kje je danes ta država, ne. Po drugi strani imamo pa to tako imenovano slovensko politično emigracijo, ne, ki jo nekateri opisujejo kot slovenski čudež v Argentini, ne, in ta čudež pomeni predvsem to, da še danes 5., 6. generacija govori zelo, zelo dobro slovensko, ne. Tako da zdaj smo navrgel en tak primer, da v bistvu... Ampak čemu bi to lahko pripisala? Bi to lahko pripisala, da ima recimo Argentina tak fin, bom rekel, integracijski model, ki prišlekom omogoča oziroma spodbuja na nek način vzdrževanje lastne identitete, ali smo mi toliko trdoživi, da po 6 generacijah še vedno znamo reči čebela? Zdaj to, bom rekel, uživljanje oziroma utapljanje v novo okolje je vedno odvisno, bom rekel, če zelo poenostavljam, ne, od 2 stvari, se pravi od novega okolja, ne, koliko je novo okolje pripravljeno ali pa, bom rekel, koliko zahteva od priseljencev, da se pač potopijo v to novo okolje, ne, in seveda od priseljencev samih, ne. Zdaj, če greva priseljencem, ne, slovenska politična emigracija, ne, pač je vztrajala in še vedno vztraja tako dolgo, bom rekel, v tem svojem slovenstvu, ne, slovenskem jeziku, navadah, običajih in tako dalje, predvsem zato v bistvu, ker se je izselila, bom rekel, zelo, rečemo temu, kompaktno, ne, in sicer je šlo za, mislim, da okoli 6.000 ljudi, ne, ki se je tudi naselila vse v tistih prvih letih precej kompaktno, ne. Bila ideja celo, da bi se naselili v neke vrste gete, kjer bi zelo izolirano živeli, pač nepovezani z širšo argentinsko družbo in tako dalje, ne. Kar je zelo pomembno, v bistvu to skupnost je povezovala, bom rekel, na nek način, bom rekel, ta ideja gorečega protikomunizma, ne, vsi so bili, ali pa večinoma teh ljudi je bila zelo verna, ne, in po drugi strani pač neka, bom rekel, zelo močna pripaznost slovenstvu, ne. In v bistvu te, bom rekel, ti parametri so jih na nek način, ne, ohranjali kot, bom rekel, zelo povezano in relativno precej izolirano skupnost v argentinskem okolju. Zdaj zraven je še polno nekih drugih, bom rekel, dejavnikov, zgodb, ne. Pomembno je tudi to, da v tej skupnosti je bilo ogromno, bom rekel, intelektualcev, ki so pač zelo hitro vzpostavili šolski sistem, ki je bil na nek način skorajda enakovreden šolskemu sistemu v domovini. Vzpostavili so zelo pestno, bogato, kulturno, publicistično in še kakšno dejavnost, ne. Takoj so postavili slovenske domove, ne, in še bi lahko našteval, ne. Po drugi strani pač so tudi razvili neke mehanizme, ki so to skupnost še dodatno, bom rekel, ohranjali zelo kompaktno in, bom rekel, med seboj povezano in nepovezano, bom rekel, do argentinske skupnosti. Recimo tak primer je eksogamija, se pravi to, da so se recimo še zelo pozno v 70., 80. letih se je večina ljudi poročal znotraj iste skupnosti, če se je pač Slovenka oziroma potomka Slovencev poročila z Argentincem, je to recimo še v 70. letih lahko pomenilo, da je bila na nek način, bom rekel, celo izključena iz skupnosti oziroma pač, da so jo znali ignorirati, ne. Ampak vse to, vsa ta zgodba je pač pripeljala do tega, da danes še vedno lahko govorimo pač o, rečemo temu, slovenskemu čudežu v Argentinu, kar je nedvomno, bom rekel, fenomen med slovenskimi seljenci po svetu, ne. Ker če recimo narediva en skok oziroma en velik korak v Severno Ameriko, tudi tam smo imeli še, bom rekel, bistveno številčnejše izseljenske skupnosti, tudi, bom rekel, z zelo razvejano ali pa še bolj razvejano institucionalno, vsemogočno institucionalno, publicistično, šolsko in ne vem kakšno dejavnostjo, ampak tudi tam ponavadi se je
v drugi generaciji, bom rekel, znanje slovenskega jezika ponovadi že izgubilo ali pa je bilo zelo slabo, v tretji generaciji je bilo pa prej izjema kot pravilo, ne? Zanimivo. Zdaj govorimo o pač različnih modelih, bom rekel, integracije teh prišlekov, torej od bom rekel, popolne utopitve oziroma raztopitve znotraj tamkajšnjega življa do teh žepov, ki vzdržujejo identiteto, ampak kaj bi se moralo pa zgoditi, recimo, da bi cela Argentina začela govoriti, pet, jest in moliti slovensko, ne? Zgodovino se je dogajalo, če grem tam lučaj stran 300 metrov Dravlje, ne? V Dravljah so v zadnjih 2000 letih zamenjali 2 seta poganskih bogov, zdaj pa recimo tamkajšnji staroselci na cerkvi Starega Roka trdijo, da so pa to korenine in da pa tam recimo mošeja ne bo stala. Vraga ne bo, ne? Če so se 3 seti ideologij in verstev zamenjali, zakaj se ne bi še 4. in kdaj bo Argentina začela govoriti slovensko? Mislim, zelo dobro vprašanje. Predvsem mislim, da bi se morali Slovenci vsaj 400 let prej izseliti v Argentino, ne, da bi jim to uspelo, ne. Malo smo zamudili v zgodovini, skratka, ne. Ampak, mogoče pa še bo kakšna prilika, ne, v zgodovini, da malo potolažim vse, bom rekel, ki slovensko čutijo, ne. A se da recimo skozi vseh zgodovinskih migracijskih prilik sklepati recimo, kaj so bili tisti ključni dejavniki, ki pa spremenijo tok zgodovine, ne, recimo, ne? Recimo, daj mi en primer. Ne vem, krščanstvo, ne? Kaj je bilo tako posebnega na krščanstvu, ki je dejansko je bil migrant, ne? Aha, ki spremenijo tok zgodovine. Ja, mislim, da v končni fazi... A je fora množičnost, a je fora, da je ta inovacija tako silna, tako zanimiva? Mislim, vsi ti mega veliki zemeljski pojavi, ne, so imeli tudi mega velike migracijske posledice in obratno, ne. Vsi, bom rekel, mega migracijski dogodki, ne, so imeli velike, bom rekel, mega globalne posledice, ne. Zdaj, ne vem, v končni fazi kapitalizem, ne, ki se je pojavil recimo, pojavil se je že 500 let nazaj, ampak je dobil krila v zadnjih 200 letih, ne, pač je neizbežno, bom rekel, povezan z pojavom migracij. V bistvu kapitalizma brez migracij ne bi bilo, ne, če se vse, bom rekel, te množice ljudi ne bi selile k pač kapitalu, ne, k tovarnam, ne, kapitalizma danes ne bi enostavno imeli, ne, vsaj ne v taki obliki, kot ga imamo danes, ne. Kolonializem, ne, pač stvar, ki jo je zakuhala, rečemo temu, ta Kolumbova leva noga, ne, je tudi pač neizbežno povezana z migracijami, ne. Takrat se je v bistvu začela, bom rekel, verjetno v zgodovini najbolj množična migracija, prisilna migracija, se pravi, migracija sužnjev iz Afrike v severno oziroma v južno, sprva v Južno Ameriko, v Srednjo Ameriko in potem v Severno Ameriko, ki je povzročila nek, bom rekel, čisto nov globalni tok stvari, ne, potem iz novega sveta v stari svet so pač plule ladje z sladkorjem, z zlatom, z krompirjem in tako dalje, ne, in iz Evrope do trgovcev z sužnji, ladje z municijo in tako dalje. Tako da praktično vsak, bom rekel, veliki globalni dogodek je neizbežno povezan z migracijami in obratno. Pač vsaka velika migracija, ne, ki se je zgodila, globalna migracija, takšna ali drugačna, je povezana z nekim, bom rekel, velikim globalnim dogodkom, spremembo in tako dalje, ne. Kakšna bo pa prihodnost migracij in na podlagi čega bi se dalo sklepati? Ja, zdaj, vprašanje, koliko v prihodnost greva, ne, to je bolj vprašanje. Greva recimo po 50 let ali pa po 100 let. 50 let naprej. Jaz mislim, da precej bi rekel drugačna
kot je danes. In sicer sploh, če razmišljava zunaj teh koordinat, ki še vedno vrtijo svet okrog svoje osi, in sicer to je pač liberalizem, prosti trg, človekove pravice in kapitalizem, seveda, ne. Jaz mislim, da smo na neki prelomnici, ne, ko pač zaenkrat je človek še vedno pač, rečemo temu, kreator, stvarnik vsega smisla in pomena, ne, ampak dejansko že nekaj časa nismo na svetu več najbolj pametna bitja, ne, že nekaj časa nazaj so nas prehiteli računalniški algoritmi oziroma pametne naprave, ne, ki nam po eni strani že danes nam pomagajo se odločati ali pa celo se odločajo namesto nas v zelo pomembnih stvareh, ki so bile skozi zgodovino skoraj izključno domena človeštva. Ne vem, pomagajo nam izbirati partnerje, pomagajo nam sestavljati jedilnik, pomagajo nam najti najbolj hitro pot do neke točke in tako dalje, ne. Vse te stvari smo pač ljudje delali s svojimi možgani, ki smo jim pač neizmerno in praktično definitivno, da rečem tako, zaupali, ne. Zdaj mislim, da ta zgodba je precej, ne bom rekel, da je še čisto končana, ampak si obeta, bom rekel, nek konec, ne. Stopamo v neko novo poglavje v zgodovini, ki mislim, da bo precej drugačna, ne. Zdaj, kaj točno se bo migracijam zgodilo v tej novi dobi, ko bodo, bom rekel, vajeti v roke, ne, ali pa, bom rekel, vsaj delno vajeti v roke prevzele tudi pametne naprave in računalniški algoritmi, ne, je zelo, bom rekel, kaj naj rečem, samomorilsko vprašanje, ne. Ali pa ne. Ali pa ne, ne. Zdaj, ne vem, lahko mi pomagaš ti, ne. Jaz samo eno razmišljam, ne, a lahko rečemo, da recimo migracije danes temeljijo na razlikah med dvema svetovoma. Če imamo na eni strani en, bom rekel, globaliziran svet multinacionalk in srednjega sloja, ki svoj orgiastični materializem prakticira, torej in preostanku tistega sveta, ki ga zato izkorišča in to njima daje neko podobo idealnega življenjskega sloga, ne, da je to v tem trenutku ključno gonilo migracij človeštva, ne. Zdaj se jaz sprašujem, kaj pa, ko bo svet enkrat, ne, po tej, bom rekel, optimistični viziji globalnega kapitalističnega gospodarstva postal dokončno globaliziran, ne, recimo, kaj, ko bo cel planet naenkrat živel sanje srednjega sloja, pa bomo lahko recimo DNK tudi po pošti ali pa prek računalnikov izmenjevali, ali bodo migracije kot take sploh še obstajale, ne? Zakaj bi nekdo iz Sirije še hodil v Evropo, če bo tam lahko kupil iPhone, Volkswagen pa... Ja, lej, lahko da bodo dobile neke svoje nove vzroke, ne. Zdaj, po mojem je predvsem ključno vprašanje to, a bo treba tam, bom rekel, fizičnim telesom, našim fizičnim telesom, ne, iz mesa in krvi, sploh še treba hoditi naokoli, da bodo zadovoljna, ne. Mogoče si bova dala, oziroma midva najverjetneje... Neuralink. Ja. Elon Musk obljublja, komaj čakam. Najini potomci se bodo dali na glavo pač tisto kapco, ne, in potem bodo potovali pač po vseh mogočih, ne vem, deželah, pokrajnih, krajih, pač kamor si bo zaželela njihova domišljija in še več, ki jih bodo lahko plajali z drugimi, bom rekel, entitetami, ne vem, računalniškimi algoritmi ali pa z drugimi, bom rekel, ljudmi oziroma neki kiborgi, karkoli že takrat pač to bodo, ne. In bodo v bistvu ta fizični premiki ljudi iz mesa in krvi samo še neka, pač, kaj naj rečem, pretekla zgodovina, gnila pretekla zgodovina, na katero je treba pač čim prej pozabiti. To je tudi ena možna, bom rekel, pot, ne. Še nekaj se mi zdi zanimivega v luči migracije, to, da dejansko mi,
bom rekel, migracij znotraj, bom rekel, bogatega dela sveta sploh ne dojemamo kot migracije. Ne? Predvsem v nekem kulturnem ali pa kulturno-političnem kontekstu na migranta pomislimo kot na nekoga, ki v trenirki in spet plastenko prihaja iz Bližnjega vzhoda. Ne? Migracij se drži in tak, bom rekel, zelo, kaj ne rečem, negativen prizvok, ne? Sploh v javnem medijskem diskurzu. Ja, ko pač slišimo besedo migrant, največkrat ne pomislimo na, ne vem, Dončića ali pa na Einsteina, ne, ki sta bila oba migranta, ne, ampak... Strašimo se za ženo in službo, ne. Pomislimo na nekega, ne vem, pomagi mi, človeka v trenirki, ki se ne zna obnašati in ki si vrta po nosu, ne. Tako da to je definitivno problem, ne, in tudi ta razprava o migracijah, ne, mogoče, če narediva še en korak malo v to smer, ne, ki je relativno kar pogosta, ne, v medijskem diskurzu, ne, je na nek način največkrat enaka vpitju, ne, ko pač ena stran ob nekem glavnem oziroma glasnem razpravljanju druge strani sploh ne sliši, ne. Zdaj, jaz mislim, da je zelo pomembno, seveda zelo pomembno, da se o migracijah razpravlja, ne, ampak mislim, da bi se moral razpravljati z bistveno bolj trezno glavo in z manj vroče krvi, ne. Ja, ampak na kak način zdaj? Kako sploh trezno o tem razpravljati, ne? Zdaj, česa nas je strah, ko nas je strah migrantov in migracij, ne? V bistvu, ja, to je dobro vprašanje. Če lahko sploh človek, bom rekel, s temi možgani, ki smo jih podedovali od naših prednikov, lovcev in nabiralcev, ki so bili narejeni, bom rekel, za čisto neke druge potrebe, lahko razmišlja o tako kompleksnih stvareh, kot so migracije, ki pač vključujejo, kot so že danes samo navrgla, ne, zelo, bom rekel, kompleksna vprašanja, aspekte in tako dalje, ne. Tako da mogoče je že čas, ne, če se vrneva spet v prihodnost migracij, ne, da tudi to vprašanje prepustimo bolj pametnim entitetam na zemeljskem površju in sicer pametnim napravam oziroma... Jaz se ravno to premišljujem. Če bi dala midva zdaj vpliv migracij na razvoj človeka in človeštva in recimo na to, kar na tem delu sveta najbolj častimo, to je to, da res živimo v enem visoko performančnem svetu, ne, lahko se vsemu, za vse, kar naj obkroža, se na nek način lahko zahvalva migracijam, ne. Dober genom imava zaradi migracij, ne. En kup dosežkov kulturnih, tehnoloških, filozofskih je spet predmet migracij, ampak vendarle pa tudi živiva v času, kjer se bo mogoče politika začela spet strukturirati in grupirati prav na vprašanju migrantstva, ne. Ja. Kaj bi rekla umetna inteligenca tem modelom? Kaj bi rekla umetna inteligenca? Ne vem, mogoče je treba začeti v bistvu, a veš, debato, ne vem, ker kot sem že prej omenil, ne, zdaj ta debata o migracijah pač je največkrat enaka vpitju, ne, v bistvu, ko ena stran v tem glasnem razpravljanju sploh ne sliši druge strani, ne. Zdaj, s tem nočem reči, da je krivda samo na eni strani, ne. Jaz mislim tudi, da ta diskurs, ne, moralističen, pridigarski, ne, a veš, je na nek način problematičen, ne. A veš, zdaj reči ljudem, da so bebci zaradi tega, ker pač se na nek način bojijo migrantov, ker imajo strah pred novim in tako dalje, po mojem je to, s tem je nekaj zelo narobe, ne. Tako da tle v osnovi bi mogli vsi nekako narediti mogoče 2 koraka nazaj, ne, in mogoče tudi samo razpravo spet prepustiti nekim entitetam, ne, ki pač niso v migraciji, bom rekel, tako ali drugače čustveno vpete in ki pač to stvar razumejo mogoče malenkost malo bolj, rečemo temu, tehnično kot večina ljudi, ne.
Je zgodovino sploh mogoče ustaviti na tak način, ne? Zgodovino v katerem delu? Kater del zgodovine? Ja, recimo, verjetno so v Rimu do kristjanov gojili podobne sentimente, kot jih recimo evropski mainstream živel v tem trenutku do islama, ne? Vendar se tega ni dalo zaustaviti, ne? Ja, ne, mislim, ne, določenih stvari, ja, se definitivno, mislim, se jih da zaustaviti, seveda, ampak vprašanje je, z kakšnimi orodji, ne, lahko to naredimo. Zdaj, ključno orodje v človeški zgodovini je, kot pišem tudi v knjigi, ključno žezlo v tej kovačnici človeštva so pač zgodbe, ne, vsi verjamemo pač v neke zgodbe, ne. Zdaj, ena od zgodb, v katero pač večina ljudi verjame, je tudi ta, bom rekel, zgodba liberalizma, da pač imamo neko svobodno voljo in tako dalje, ne, mogoče bi mogli tle začeti to debato, ne, ampak se bojim, da zdaj, če bi nadaljevala v tej smeri, da bi preveč odprla nekih novih stvari, za katere nimava časa, no. Ja, že na uro gledaš. Ne, jaz ne. Ravno ti miti nas združujejo, te, bom rekel, povsem abstraktne kategorije, ampak nas hkrati tudi ločujejo. No, a bi bilo potreba, recimo, pa vsi Evropejci imamo nek skupen mit, na podlagi katerega se dosti bom rekel, povezujemo in lahko sobivamo, ne. Zdaj, a bi morala obstajati neka zunajzemeljska tujost, da bi se pa lahko zemljani skupaj povezali na eni taki ravni, na neškodljiv način. Mogoče Exodus na Mars, ko se bo začel, ne, ali pa kaj takega. Ja, recimo, ne, to sigurno bi bila najlažja rešitev. Zdaj, da se, bom rekel, te miti oziroma te zgodbe, ki nas povezujejo, ne, in ki nas po drugi strani tudi razlikujejo, ne, da se te zgodbe spremenijo, se morajo v bistvu vse te velike zgodbe, ki jih poznamo, ne, se pravi zgodbe ne vem, vsi verjamemo v to pač, ne vem, v zgodbo denarja, v zgodbo nekih nacionalnih držav in tako dalje, ne, bogov v končni fazi, ne, da se te zgodbe spremenijo, pač se more ponovadi v zgodovini zgoditi marsikaj, ampak te zgodbe se spreminjajo, ne, množico nekih bogov, panteonov, različnih bogov, ne, so naši predniki poznali, ne, in so jim pomenili praktično, bom rekel, vse, ne, ki nam danes praktično ne pomenijo nič več, tako da te zgodbe pač se seveda lahko spremenijo, ampak zdaj, a smo na, bom rekel, kretnici zgodovine, ko lahko zgodovina oddrvi, bom rekel, v drugo smer, to je pa vprašanje. Jaz mislim, da dejansko, da ja, ker pač človek, kot sem že prej omenil, ne, je postavil Boga pač v zadnjih 300 letih na, bom rekel, stranski tir, ne, postal je pač, bom rekel, stvarnik vsega smisla in pomena v stvarstvu, ne. Zdaj se tudi ta zgodba zaključuje, ne, ta humanizem, ki smo ga poznali in ki smo mu zadnjih 300 let sveto zaupali in ki smo mislili, da pač je edina, bom rekel, možna stvar v naših življenjih in naših vrednotah in tako dalje, se nekako zaključuje. In mislim, da smo pred eno kretnico v zgodovini, ki nas lahko odpelje v, bom rekel, zelo čudne, nenavadne galaksije oziroma utopije in disutopije, ne. Ja, se veselim te prihodnosti. Ura je že 19, zdaj bi morala še pozvati tiste, ki ste z nami, če ima še kdo kako vprašanje, naj dvigne digitalno roko. Sicer pa mogoče bi še en mit preveril, a to si preverjal, ampak se mi zdi, da se Slovenci recimo, da se tudi oklepamo te neke ideje oziroma nekega izročila, da vsi naši izseljenci, kamorkoli so potovali, od Aleksandrink dalje, vedno smo brali o njih ali pa poslušali ali pa so nam poročali, da kako so jih povsod lepo sprejeli. To drži, ali si ti pri preučevanju gradiv dobival kakšne druge vtise? Ne, to v bistvu ni res. To je neka zgodba, ki smo se jo pač, po mojem, ki smo jo mi v veliki meri izumili, ne. Avtomit, češ... Ja, da smo si krepili
veš, nek ponos, oziroma da smo si nabildali ponos, ne? Ampak poznamo številne zgodbe, primere, ko pač slovenski seljenci niso bili najbolj sprejeti, ne? Tako da, Aleksandrinke so bile seveda zelo cenjene, zaradi tega tudi delale so pač v zelo ponavadi najboljših družinah in tako dalje, ampak imamo številne primere, ko so bili pač slovenski seljenci, bom rekel, zadnji v vrsti oziroma pač slabo, najslabše plačana, podplačana delovna sila, brez pravic in tako dalje. Tako da, ja, to je neka zgodba, ki smo si jo sami ustvarili v glavi, ne? Ja, lažje sovražiti migrante, kot biti migrant. Tako, ne. Jernej Mlekuž, najlepša hvala. Ja, hvala tebi, upam, da nismo preveč zatežila folku, ne? Evo. Jaz ne znam upravljati s temi digitalijami, ali... Ja, ne, očitno se bova poslovila. To je to. Jaz bom samo še se zahvalila obema. Mislim, da je bil ta pogovor veliko bolj zanimiv, z veliko bolj lucidnimi vprašanji in skrivimi odgovori, kot če bi poslušali Branka Grimsa in Zlatana Čordiča. Torej, kupite knjigo, jaz pa samo preberem za slovo še bralno priporočilo od Erike Johnson Debeljak. Pisateljice, esejistke, prevajalke in priseljenke. ABCČ migracij je mnogo več kot le abecednik. Je doživeta, vizualno bogata, informativna in predvsem empatična knjiga, ki s slikovitimi in pestrimi zgodbami o selitvah po svetu skozi zgodovino migrante predstavlja kot ljudi. To ni nujno branje le za slovenske učence, ampak za vse Slovence. Sodobne podobe begunskih premikov po Evropi so le zrcalna slika Slovencev, ki so se pred manj kot stoletjem s trebuhom za kruhom selili po celem svetu. Wow. Hvala Eriki. Hvala obema. Miha, midva se pa vidva, ne? Upam, da čim prej. Vidva, greva na kolo. Tako. Na pivo. Pa na pivo. Še to mi povej, eno tako idejo sem dobil spet o tem procesu migracij. Ne se predstavljaš, čez 500 let v tem prostoru biva ena povsem druga kultura, ki jo združujejo povsem drugi miti, druge navade, molijo k drugim bogovom, verjamejo povsem četrte stvari. Samo še vse, kar je našega, bo ostal burek. Evo, perfektno, okej? To je zgodba za film, zgodba za znanstveno fantastičen film, evo. Čakam, da napišeš knjigo. Spoštovani in cenjeni, najlepša hvala, Jerc, živijo. Ja, hvala tebi, upam, da ti nisem preveč zagrnil življenja s tem, ne? Ne, sploh ne, meni je bilo zabavno, jaz se nikoli po teh Zoom sešnih ne znam posloviti, ker ne. Kaj da? Je Ciril že izklopil, lahko začneva preklinjati ali še ne? Ne še. Uživo ste. Uživo, še vedno. Ja, nič ne, Miha, lepo se mej in smo na vezi. Hvala vsem trem poslušalcem in naslednjim. Tudi tebi, hvala, čau. Dio. Čau.